Spoštovani predsednik Republike Borut Pahor, spoštovani častni konzul, spoštovani direktor Mariborske sinagogije, vsi prisotni mediji, lepo pozdravljeni. Judje kot posamezniki in tudi kot skupnost so v mestu Lendava dali neprecenljiv prispevek in pečat. Zapustili so trajne in neizbrišljive sledi, ki so v tradiciji industrijskih in obrtnih panog ter mnogih drugih spomenikov, segmentov družbenega razvoja živele še mnoge desetletja po tistem, ko so bili dobesedno izbrisani iz zemljevida našega mesta, a ne iz naših spominov. Spoštovanje in negovanje njihove stavbne in duhovne dediščine je eden temeljnih stebrov identitete Lendave. Spoštovanje različnosti je v tem mestu vedno temeljilo na načelih vključevanja in strpnosti. Ponosen in hvaležen sem, da tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor vsaki z vso naklonjenostjo izkazuje spoštovanje do naših prizadevanj po ohranjanju spomina in poklona žrtvam nepojmljive tragedije človeštva, ki je s sistematičnim uničenjem izbrisala pomemben del evropske identitete. Mednarodni dan spomina na žrtve holokausta tako v Lendavi vsako leto obeležimo z različnimi dogodki, poklonom žrtvam tukaj na judovskem pokopališču v Dolgi vasi, pa vedno, tako kot danes, obudi najbolj temne spomine naše in celotne svetovne skupnosti. Naj bodo ti občutki predvsem v opomin, da se kaj takega več nikoli ne zgodi. Hvala lepa. Hvala lepa. Spoštovani gospod predsednik, gospod konzul, gospod župan, dragi vsi. Ko so 26. aprila 1944 prišli po večino lendavskih judov, se je začel proces, ki je pripeljal do tega, da leto dni kasneje je bila živa manj kot desetina prvotnega števila. Ko so se preživeli vrnili nazaj v Lendavo in ko so sicer nekaj časa dojeli, kaj je bilo izgubljeno in da ti, ki so umrli, nimajo grobov, so se odločili, da postavijo tale spomenik za nami. 1947. leta je bilo to. To, da smo danes tukaj, ni slučajno. Tako kot sedaj niso mogli nekje drugje postaviti tega spomenika kot tu, tudi mi danes pravzaprav v tej državi nimamo nobene druge točke, razen same Lendavske sinagoge, kjer smo lansko leto bili, kjer se lahko tega najbolj direktno spomnimo. Se pa postavlja vprašanje, zakaj po vseh teh letih še vedno nimamo seveda točke spomina, ne samo na lendavske jude, pač pa na vse slovenske žrtve Auschwitza v Auschwitzu. Zadeva je seveda precej zapletena, vleče se že vrsto let, je del nasledstva Jugoslavije, ampak mislim, da bi morala slovenska država res počasi že enkrat narediti ta korak, da je torej muzej v Auschwitzu tudi muzej, ki je posvečen slovenskim žrtvam Auschwitza. Vem, da je zahtevna zadeva, vem, da se pristojne kulturne ministrstvo že leta temu seveda zelo posvečajo, ampak verjetno bi pomoč zunanjega ministrstva, verjetno tudi predsednika vlade, lahko v prihodnosti pomagala. In upam, da naslednjo leto, ko bomo ponovno se srečali tukaj v Lendavi, se bo ta stvar premaknila in da ne bom več govoril o tem, kar bi morali narediti. Kajti, žrtve si to zaslužijo, tisti, ki pa so pred nami, pa bi to morali dobiti. Na nas pa, da to naredimo. Hvala. Gospod župan, gospod konzul, direktor, gospe in gospodje. Preživeli poljski taboriščnik iz Auschwitza, turski, je v luči obletnic osvoboditve taborišča Auschwitz-Birkenau dejal, da vse to zlo ni padlo z neba. Hotel je reči, da je bilo veliko dogodkov in procesov pred tem, ki so vodili do tega moralnega dna 20. stoletja. Začelo se je z drobnimi nestrpnostmi in se končalo s tem, da je bilo pobijanje judov v Auschwitzu in drugod šteto kot normalno dejanje. V luči 75. obletnice osvoboditve je dejal, da
obstaja tudi 11. božja zapoved in to je: ne bodi ravnodušen. In v luči tega bi želel reči naslednje. Kot predsednik Republike Slovenije sem dolžan opaziti in opozoriti, da je v zadnjih letih sovražni govor, nestrpnost, celo hujskanje k nasilju postalo vse preveč normalen del našega življenja. To je nezaslišano. Vsi mi, zlasti tisti, ki imamo javno besedo, se moramo vzdržati vsake besede in vsakega ravnanja, ki bi ga kdo lahko razumel kot žaljivo, kot sovražno ali celo kot hujskanje k nasilju. To je naša moralna in človeška dolžnost, tisti, ki sodelujemo v javnem življenju, tudi naša politična zavezanost, da po svojih najboljših močeh pripomoremo k temu, da v tej čudoviti deželi ohranimo strpnost, svobodomiselnost, kjer lahko vsakdo pove svoje stališče, vendar na ta način, da ohrani dostojanstvo slehernega, da ohranimo sožitje in da si prizadevamo po svojih najboljših močeh, da vse spore med nami, z našimi sosedi in v vsej mednarodni skupnosti rešujemo na miren način. Le tako lahko našim otrokom in njih otrokom zagotovimo mirno in varno prihodnost. Na koncu naj rečem, da z veseljem na nek način, če me razumete, vsako leto v zadnjih letih obiščem to, kot je rekel direktor, edino judovsko pokopališče pravzaprav v Sloveniji. Danes mi je žal, da me po običaju ne spremlja zadnja preživela judinja tukaj iz Prekmurja, moja prijateljica, če smem tako reči, Erika First. Njej in tem čudovitim dekletom, ki so me dvakrat ob 70. in 75. obletnici osvoboditve taborišča Auschwitz-Birkenau spremljale na slovesnosti. Z tega mesta, poleg tega, da jim bom danes poslal tudi posebno pismo, želim trdnega zdravja in jih prosim, da po svojih najboljših močeh naši javnosti sporočajo tako kot doslej svoje grenke izkušnje, ki so pa, kot vem, prepletene z njihovo neomajno vero, da z primernim ravnanjem, z dostojanstvom naše otroke lahko zavarujemo pred tem, da bi se to ponovilo. Gospe Eriki First in vsem z tega mesta sporočam moje najbolj prisrčne pozdrave. Hvala za vašo pozornost.